Hasan Pajker in Cenk Yilmaz sta oba dobila prepoved vstopa v Združeno kraljestvo. Ali ste vedeli, da sta strici nečak? Zanimivo dejstvo. In čeprav nisem za to, da bi kogarkoli prepovedali, menim, da bi morala biti svoboda govora prav to in da bi ljudem morali dovoliti vstopati in izstopati iz držav. Ob tem je nekaj malce dobrega. In o tem bomo govorili čez trenutek, ampak najprej poglejmo, kako smo sploh izvedeli, da so jim prepovedali vstop, kar je noro. Združeno kraljestvo je resnično popolnoma padlo. Ampak morda, če že propadajo, vsaj seboj vlečejo tudi zlo tega sveta, kot je Hasan Pajker. Poglejmo si. Spoštovani Hasan Doğan Pajker, vaš ETA za Združeno kraljestvo je bil preklican. To pomeni, da ne morete potovati v Združeno kraljestvo brez vizuma. Razlog za to je, da vaša prisotnost v Združenem kraljestvu ni v javnem interesu. Zoper to odločitev se ne morete pritožiti. Zaprosite za vizum. Če še vedno želite potovati v Združeno kraljestvo, morate zaprositi za vizum, da bomo lahko podrobneje preučili vaše okoliščine. Preklic vašega ETA ne pomeni, da vam bo vizum zavrnjen. Iskreno, poslušajte, nekaj bom povedal. To je opozorilo. Upam, da razumete, da sta zahodni svet in liberalna demokracija prevara. In vse stvari, za katere naj bi jim bilo mar, jim v resnici ni mar. Premikamo se v povsem drugačno obdobje. V redu. Zato nenehno ponavljam, da je fašizem tukaj, kaj ne? Kot na primer administracija, ki poskuša uporabiti sodne pozive proti političnim disidentom v Združenih državah Amerike ali Združenem kraljestvu, ki je popolnoma podrejeno interesom organizacij za zagovorništvo Izraela. V redu, pogosto ne verjamem ali se ne strinjam s čimerkoli, kar reče Hasan Pajker. In seveda mu nekako uspe v enačbo vključiti Izrael, kar je res neumno. Ampak moram reči, da to, kar trenutno vidimo v Združenem kraljestvu, je dobesedni fašizem. In ironično je, da ta moški to izpostavlja, glede na to, da je sam promotor socialističnega fašizma. Mislim, poglejte njegovo kapo. Demokratični socialist. Mimogrede, morali bi preučiti DSA, če vas zanima, kako v resnici izgleda fašizem in dejstvo, da prihaja v Združene države. Ta moški je odkrit marksist. Obiskal je Kubo in ima dejansko ogromne težave z Združenimi državami. In težave se samo še stopnjujejo, ker je resnično grozna oseba. Vendar pa je tudi Združeno kraljestvo postalo nekoliko fašistično. Definitivno, resnično, mislim tako z vsem svojim bitjem. In ne bi smeli prepovedati vstop njemu ali Cenku Yilmazu, ki je tukaj napisal. Prepovedali so mi vstop v Združeno kraljestvo. Poskušala sem se vkrcati na let za London, da bi obiskala London in imela govor na Oxfordu. Prepovedali so mi kritizirati Izrael. Smo še vedno svobodni? To je zatiranje zahodnih državljanov strani naših lastnih vlad v imenu druge države. Spet neverjetno, da jim je uspelo to povezati z Izraelom, ker če ste pogledali na spletu, to v resnici nima nobene zveze z Izraelom. Celoten razlog, zakaj Združeno kraljestvo prepoveduje vstop ljudem, je ta, da se prilizujejo islamističnim volivcem in nočejo, da bi prihajali ljudje, ki kritizirajo zahodne vlade. In Hasan Pajker in Cenk Yilmaz sta bila v ospredju tega. Čeprav prihajam z leve, Združeno kraljestvo vsak dan prepoveduje vstop ljudem z desnice. Ljudem, ki javno podpirajo Izrael. To nima nobene zveze z Izraelom. To je povezano s tem, da Združeno kraljestvo skuša izgnati ljudi, ki bi iz kakršnega koli razloga lahko kritizirali njihovo vlado. Seveda pa tega ne morejo izpustiti kot priložnost, da promovirajo celotno protiizraelsko stvar. Nesmiselno je misliti, da se Združeno kraljestvo osredotoča na prepovedovanje vstopa ljudem, ki so proti Izraelu. To ni bistvo tukaj. V svojem razmišljanju so fašisti in dobesedno poskušajo preprečiti vsakomur, da bi fizično prišel v njihovo državo, če bo na kakršenkoli način izpostavil njihovo vlado in njeno vedenje, ker to počnejo fašistične vlade. Ironija tega je naravnost absurdna. Ampak na začetku tega videa sem rekla, da mislim, da obstajajo tudi nekatere pozitivne plati dejstva, da mu je prepovedan vstop. In jih bom razčlenila v trenutku. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video. Če verjamete v to, da se je treba upreti norosti, ki jo vidimo, prevzemu Zahoda, strani levice, desnice ali navideznega ekstremizma vseh različnih entitet tam zunaj, islamistov, Kitajcev in Rusov, je res noro in dovolj imamo tega, zato se upiramo. In če se strinjate, da se to mora zgoditi, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Kaj pa je dobra plat tega? No, iskreno mislim, da je to pravzaprav kontroverznost okoli tega. Gre za to, da bo Hasan Pajker zdaj postal še bolj znan zaradi te teme. In zakaj pravim, da je to dobro? No, ker mislim, da morajo ljudje razumeti, kako nevaren je ta moški. Zdaj upoštevajte,
Ta tip je streamer za mlade, kar pomeni, da se vtihotapja in vpliva na mlade moške po vsem svetu s svojimi norimi ideologijami. In to ni prva polemika, s katero se sooča. Doletelo ga je že toliko različnih stvari, ki jih je naredil. In govorimo o tem, da je elektrošokiral svojega psa v prenosih v živo, izrekel nore stvari, spodbujal nasilje proti ljudem v vladi. Mislim, to so dobesedno samo ljudje. Mislim, poznam nekatere od teh ljudi, so nasplošno čudoviti ljudje, so aktivisti. Mimogrede, če se sprašujete, govori o marksistih, da so čudoviti ljudje. Toda kako slaba so stališča Hasana Pikarja, se tu ne konča. Noro je, kako nor je ta človek. Ni zakaj. Ostani z mano, draga, nihče ne prihaja, nihče ne bo naredil ničesar proti tebi. Poslušaj, zdaj ti bom postavil resno vprašanje, ja? Protestiraš? Ja. Večina ljudi tega ne počne. Poskušaš, da bi tvoje zahteve bile slišane. Ne. Ne, nimam zahtev. Oni, ostani zbran, ne. Ne tvoje zahteve. Govorimo o njihovih zahtevah. Te so že in se spreminjajo si socialist. Ne poslušaš. Si socialist, ke? Sem že omenil, kaj sem mislil. Mimogrede, Hasan je eden tistih ljudi, ki trdijo, da si Amerika zasluži 11. september. Prav. On dejansko misli, da si Amerika zasluži 11. september. In je eden tistih ljudi na spletu, ki širijo te neumnosti med mlade Američane. V kapitalistični krvi, kaj je to pomenilo? Poje kosilo, poslušaj, kako. Kaj če te zlorabimo, ti prekleti punk? Kaj pa član Antife, ki je včeraj ugriznil Ajsovega uradnika v roko? Kaj pa to? Zveni precej noro. Ajsov uradnik, ki me je včeraj poškodoval, ki nas je pretepal po tleh. Kaj pa tisti, ki se spomnijo tistih, ki so ugriznili uradnikovo roko? Kaj pa, nimam pojma, o čem govoriš. Uradniki, ki so uporabili poprav sprej. Rekel je, naj prepojimo ulice s krvjo kapitalistov. Kaj je to pomenilo? To je... Imenovano? Smeh. Rekli ste, naj prepojimo ulice s krvjo kapitalistov. Kaj to pomeni? Poglejmo, kaj bo odgovoril. Kaj to pomeni? Ali naj ljudje povzročajo bolečino agentom Ajsu živo? Daj no. Torej, to je ta skupina teh mladih fantov. In kot pravi ta moški, ima Hasan Pikar popolnoma prav. To je ta prevarantska skupina ljudi, ki se pretvarjajo, da zagovarjajo pravo Ameriko, v resnici pa so socialisti in dejansko verjamejo v skrajno nasilje. To vemo, da je to res. Vemo, da je levičarska socialistična miselnost v resnici nasilna. Pravzaprav je fašistična. In ne govorimo o ljudeh, ki so bolj sredinsko levo usmerjeni in tako razmišljajo o splavu. Govorimo o ljudeh, ki so na skrajnih robovih, ki dejansko podpirajo teroristične skupine, kot je Antifa. Poglejmo, kaj ima o tem povedati Christopher Ruff. Je prevarant, je lažnivec. On je prevarant in je lažnivec. Hasan Pikar je prevarant, je ponaredek. Zakaj to počne? To je zato, ker v bistvu samo poustvarja levičarski politični aktivizem iz poznih 60. in zgodnjih 70. let, kjer so bili radikalci v Kaliforniji, New Yorku ali Bostonu. Potovali so v Sovjetsko zvezo, na Kubo, v komunistični Vietnam in se nato ponudili kot propagandno orožje za komunistične režime. In potem so, veste, usklajevali. Takrat so dejansko počeli še bolj zanimive stvari. Usklajevali so gverilske vadbene tabore v Severni Afriki. Učili so se, kako izdelovati bombe s Palestinci. Kar v bistvu tukaj pravi je, da so aktivisti, kot je Hasan Pikar, ti skrajni levičari, ki trdijo, da so tukaj, da resnično popravijo svet in da je Zahod samo prevara ali karkoli že. To je pravzaprav ponovitev vsega, kar smo videli v 60. in 70. letih. In mislim, da je to fascinantno, ker takrat nihče ni dvomil, da je bilo treba ti ljudi obravnavati kot resno grožnjo ameriškemu načinu življenja. In danes so ti ljudi dejansko slavljeni. Kaj je Hasan Pikar? On je iskalec pozornosti. To je bistvo. V resnici mu ni mar za nič. Vse, kar si želi, je biti v središču pozornosti. Zato poiščejo najbolj kontroverzne teme in se postavijo v središče teh tem. In verjamejo, da trdijo, da se za vse zavzemajo, a to ni resnica. Lahko si ogledate nekaj videov, ki smo jih naredili s Hasanom Pikarjem. Nekateri njegovi pretekli videi so nori, kjer govorijo o tem, kako ravnati z ženskami, karkoli že. So prevaranti. Gre jim le za javno pozornost. In javno pozornost tudi dobijo. Bolj kot se ljudje osredotočajo na Hasana, bolj postaja jasno, da mu je bil prepovedan vstop v Združeno kraljestvo in tako naprej in tako naprej. Več ljudi, kot bo raziskovalo, kdo ta moški v resnici je in zakaj se zavzema, bolj bo jasno. Spet, popolnoma ga je strah in dejansko ne bo odgovoril na nič od tistega, na kar bi moral. Rekel je, naj se ulice prepojijo s kapitalistično krvjo. Ubij jih, ubijte preklete barabe in jih pobij na ulici. Naj se ulice prepojijo z njihovo preklemansko, rdečo, kapitalistično krvjo, stari.
Želim, da se zavedaš, da v živo nagovarja mlade moške in normalizira takšne pogovore, normalizira takšno vedenje. Zame je to popolnoma psihotično. Ponovno, ne verjamemo prepoved vstopa ljudem v Združeno kraljestvo, vendar pa mislim, da bi morali biti kriminalci zaprti v zapor. In res mislim, da bi morali biti ljudje, ki dejansko spodbujajo k nasilju, veš, kot trdi Združeno kraljestvo, ali kot se je zgodilo v Belgiji, kjer so trdili, da je moški rekel nekaj rasističnega, zato bi morda nekdo to lahko interpretiral kot rasistično. Ampak ljudje, ki rečejo, ja, naj se ulice napojijo s kapitalistično krvjo, pojdite in nekaj storite glede tega. Takšno vedenje je nekaj, zaradi česar bi moral biti nekdo morda za zapahi. Ne vem. Vem, da noben od razumnih ljudi, ki jih poznam, ne bi rekel kaj takega. Morda je to nekaj, o čemer bi morali razmisliti. Kaj to pomeni? Temu se reče larpanje. Kaj to pomeni? Bi vas morali ljudje jemati resno? Igra vlog v živo. Bi vas morali ljudje jemati resno? Pretiravanje med prijatelji. Reče živo. Torej pravijo, da je bilo to samo bila je šala, kar je rekel, da bi morale ulice. Upiti v kapo, to je bilo samo napihovanje, bilo je igranje vlog. Še nikoli nisem slišala tega izraza in hvala Bogu, da ga nisem, ker se ne družim z ljudmi, ki bi uporabljali to besedo. Veliko verbalno, ampak kdaj si resen in kdaj pretiravaš? To odločitev moraš sprejeti sam. Torej, če dobiš negativen odziv, samo rečeš, da si bil sarkastičen ali da si pretiraval. Mislim, da je veliko negativnega odziva na skoraj vse, kar rečem. Nažalost, strani ljudi, kot si ti, je pač tako, to se dogaja. Se izogibaš odgovornosti za svoje besede? Ne, sploh ne. Ali ste sodelovali s kubansko vlado? Zvezne oblasti je izdala sodni poziv Hasana Pikarju zaradi potovanja na Kubo. Zanimivo je to omeniti. Oprostite. Opravičite velikost New Yorka. Hasan, ali si sodeloval s kubansko vlado? Hasan, ali sodeluješ s tujimi vladami? Hasan, ali si sodeloval s kubansko vlado? Ja. Temu se dobesedno samo izogibamo, ker je navsezadnje popoln strahopetec. Kot sem rekla, je tudi činki jogurt dobil prepoved, kar pa ni povezano s tem. Zgodila se je najbolj izjemna stvar. Šel sem na letališče, da bi odpotoval v London. Imel bom nastope na panelih na South by Southwest London in 2 govora v Oxfordu. A izkazalo se je, da ne bom, ker mi je oseba na okencu United povedala, da imam prepoved vstopa v Združeno kraljestvo. V redu, torej jih prepovedujejo. Ali mislim, da bi morala Združeno kraljestvo komorkoli prepovedati vstop? Ne mislim tako. Mislim, da sem svoje mnenje o tem povedala zelo, zelo jasno. Cenk Yilmaz in Hasan Pikar sta v sorodu, kar se mi zdi noro, kako imata lahko enake gene. Ker je del celotne podobe Hasana Pikarja to, da je visok, karizmatičen in privlačen. Medtem ko Cenk Yilmaz dobesedno izgleda, kot da se topi. Ne vem, kako naj ga še drugače opišem. Kakorkoli, bistvo je, da te dve osebi je treba razkriti zaradi tega, v kaj verjameta. Preprosto morata biti. In upajmo, da bodo ljudje zaradi te polemike, za katero pravijo, da gre samo za Izrael, dejansko lahko videli, zakaj v resnici gre. Obstaja levičarski način razmišljanja, ki uničuje naše družbe. Še enkrat, ne prepovedujte jim nastopanja, samo jih razkrinkajte. To je moje osebno mnenje o tem. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.